Lepo pozdravljeni v podjetniški oddaji. V današnji govorimo o ženskem podjetništvu in o tem, kako pomembne so spletne strani za člane obrtne zbornice. Obiskali pa smo tudi dve uspešni podjetji. V Podravju oziroma na Štajerski gospodarski zbornici skrbijo za promocijo povezovanja ženskega podjetništva. Tako bo to jesen v Mariboru tudi konferenca ženskega podjetništva. Na zbornici pa deluje tovrstni regijski svet. Tako je, regijski svet odlično deluje že nekaj let, torej pobuda je prišla ravno strani žensk samih, podjetnic samih. In že na prvem ustanovnem srečanju je bil zelo velik interes. To pomeni, se je izkazala potreba po tovrstnem srečevanju. Gre torej za mesečna srečanja, ženske podjetnice se srečujejo vsak mesec na različnih lokacijah, to ne poteka samo pri nas, poteka tudi pri njih na terenu. Gre za izmenjavo izkušenj ali kako? Gre predvsem za izmenjavo izkušenj in predvsem za medsebojno spoznavanje in povezovanje z namenom potem krepitve poslovnih stikov. In moramo reči, da smo kar nekaj poslovnih povezav na ta način že uspeli realizirati. Podjetnice se med seboj dobro poznajo, se medsebojno priporočajo naprej, če lahko tako rečem, in mislimo, da je to res doseglo svoj namen, zakaj so se torej ženske tudi povezale. Je to samo na Štajerski gospodarski zbornici ali tudi na slovenski ravni? Začelo se je bolj kot ne na naši zbornici, sedaj pa preko različnih projektov vidimo, slišimo, da to poteka tudi po ostalih regijah, tako da se zadeva širi in je v bistvu, smo bili nek zgled dobre prakse, če lahko temu tako rečem. Če mogoče to primerjamo s tujino, v tujini tudi imajo, žensko tudi v tujini obstajajo tovrstna povezovanja, namreč ravno smo v teku izvajanja enega mednarodnega projekta za sosednjo Avstrijo, kjer ugotavljamo, da imajo pač več teh mrež pri različnih institucijah in se na podoben način srečujejo na strokovne tematike, predvsem pa tudi z namenom mreženja in poslovnega povezovanja. Bolj za šalo kot za res pravijo, da je v ženskem kolektivu težje delati kot v moškem, pretežno ženskem, ne? Ja, to me sprašujete. Ja. Ja, jaz sem imela izkušnjo že delati v različnih kolektivih in moram reči, da je mi bolj ugajalo v teh, kjer je bil kolektiv mešan. To se pravi eno in drugo. Tako. Sicer pa sama konferenca ženskega podjetništva, skratka je v oktobru. Kaj konkretno letos prinaša? Kaj so prejšnji štiri? Tako, letos bo konferenca 19. oktobra v hotelu City. V bistvu gre za koncept, ki je zelo uspešen in vsako leto tudi zelo dobro je ocenjen na koncu. In sicer ima konferenca zelo pomemben del, torej tudi sejemski del, kjer ponudimo 80 podjetnicam, direktoricam možnost predstavitve na stojnicah, torej predstavljajo direktno svoje izdelke in svoje storitve, kar se je izkazalo, da v našem prostoru primanjkuje na takšnih predstavitev. In osrednji del je vedno ena rdeča nit, drugi del je pa ta sejemska prireditev. Zdaj program je v nastajanju, tako da bo v kratkem tudi obelodanjen. Kaj sicer so prejšnje štiri konference prinesle? Kakšni rezultati, kakšne smernice? Po evalvacijah pač smo vedno prišli do tega, da je ženskam ravno najbolj ostal v spominu ta drugi del konference, torej medsebojno mreženje in povezovanje. Očitno je tega v našem okolju premalo. V bistvu pa prvi del konference pa je navezan vedno na neko strokovno temo oziroma tudi na zgodbe uspešnih žensk in ravno ta prenos dobrih praks direktno jim tudi v bistvu najbolj ustreza, predvsem tem mladim začetnicam, podjetnicam, da vidijo v bistvu, da se da tudi iz nič prilesti nekam. Hvala lepa za pogovor.
Podjetje Magra iz Maribora daje kruh 7 sodelavcem. Ukvarjajo se s tiskom, trgovino s promocijskimi artikli, majicami in delovno zaščito ter poslovnimi darili. Imajo tudi lastno tiskarno. Prav tako veljajo za družinsko podjetje. Žena dela v Magri, mož pa ima svoje podjetje s soboslikarstvom in črkoslikarstvom. 2 podjetji, 2 zakonca. Nekako to sva že dogovorila, preden sva se odločila. Najprej je v bistvu mož začel z svojim podjetništvom, na kar je pač situacija se pokazala, da bo najboljše, da tudi jaz pristopim. In sva se odločila za vsak svoje podjetje v bistvu, ne. Tako da peljeva zdaj to zelo dobro na način, da vsak svoje podjetje tudi vodi po svoje. In si skušava pomagati, koliko se pač da. Največkrat pa zadeva tudi dobro izpade, ne? Ker imamo podobne... Ja, vi ste bolj, bom rekel, tisk in darila, ne? Mož pa je bolj, bom rekel, soboslikarstvo, črkoslikarstvo in te zadeve. Tako. Znata ločiti, ko prideta zvečer domov, pa rečeta, zdaj pa ne bova o podjetju. Ali ravno takrat pride pogovor, kaj je bilo danes tam in na drugi strani? Ja. Ko se odločimo za podjetništvo, težko ločimo zadeve, ne. Nekako greš spat z enim in drugim, z mešanimi občutki. Čeprav nekako poskušamo podjetje nekako dati na stran takrat, ko se zaprejo vrata na dvorišču. Takrat se res za stranke to znamo ločiti, ne, takrat se za stranke nekako zaprejo vrata. Ampak seveda jaz kot lastnica ostanem velikokrat in pa še se je treba kaj postoriti. Z možem pa seveda se posvetujemo popoldne, ampak nekako znamo kar ločiti, no. Znamo. Tudi družinsko življenje mora obstajati, ne, in temu je tudi tako, saj tu so tudi otroci in se nekako prilagajamo. Kriza je svoje naredila. Kako ste šli skozi, bom rekel, ta leta? Zdaj že lahko nekako govorimo bolj v preteklosti, se mi zdi v zadnjem letu, 2, ne? Kriza je bila prisotna seveda tudi pri nas, tako kot pri vseh podjetjih se je občutilo. Mi smo tudi takrat nekaj zmanjšali z sodelavci, smo žal morali 2 takrat odpustiti. Ampak z nekako veliko dobre volje, z prilagajanjem ponudbe in pa z veliko moči in sodelovanja s sodelavci smo prešli to zadevo, ne, in smo tudi takrat ponudili nekako alternativne artikle, ki so pa bili nujno potrebni, ne. Žal se pač naše podjetje ukvarja s poslovnimi darili, to, kar je tudi prioriteta, in to vsi vemo, da ni nujno potrebno za podjetje. Poslovna darila naroči nekdo, ki si pač lahko to privošči, ne. No, in ko smo razmišljali, kaj bi naredili, smo ugotovili seveda, da pa delovno zaščito v vsakem primeru podjetja potrebujejo, proizvodna podjetja, in smo nekako poskušali najti potem nišo tukaj. In se je izkazalo kot dobra odločitev, in se je pokazalo kot zelo dobra odločitev, ja. Torej zaščitne obleke in vse to, kar pravzaprav potrebujejo razna podjetja, ne? Tako je. Vsa delovna zaščita, ki spada pod te stvari, ne. Torej vsa oblačila, obutve, zaščita obraza, oči, vseh ostalih. Zdaj, ko vse skupaj poveževa, ne, veliko je nekih, bom rekel, stvari, ki jih ponujate, ne. Ste že šli preširoko ali ne? Mislim, da ne. Poskušali smo nekaj let nazaj, ko še nismo imeli toliko široke ponudbe, smo veliko delali s podizvajalci. In se je pokazalo v neki meri dobro, s tistimi še vedno sodelujemo, tudi s konkurenco, kar je seveda tudi dobro. Po drugi strani pa moram reči, da se nekako to s podizvajalci ne izide vedno dobro, ne. In zato smo se odločili, da smo potem našo ponudbo razširili tudi na digitalni tisk, tudi na izvajanje oziroma sami izdelujemo transparente, zastave in podobno te zadeve, to, kar smo prej pač delali s podizvajalci, ne. Največji problem so bili dobavni roki,
To pa je danes zelo pomembno. Iz krize ste šli, bom rekel, močni in danes ste dovolj trdno stoječi, da lahko lažje dihate. Danes se lahko diha res dosti lažje kot pred nekaj leti in tega se vsi veselimo. Moram pa poudariti, da brez dobrih sodelavcev tega ne bi bilo. To je zelo lepo slišati, stojite za ekipo, ne da? Tako. V bistvu podjetje je močno, koliko je moč najšibkejši člen. In hvala Bogu, v našem podjetju ni najšibkejšega člena. Nekako se poskušamo postaviti na isti nivo. Zelo redko se nekako čuti, da bi nekdo nadvladal. Vsak s svojimi močmi pripomore k najboljšemu, zato smo tudi uspešni. In bodite še naprej uspešni. Hvala lepa. Avtoservis Martin Rečnik deluje že od leta 1990 oziroma prej ga je imel oče Egon, ki je s podjetništvom tudi začel. Danes je oče v penziji, tradicijo nadaljuje sin Martin, a mu oče še občasno pomaga. Sicer so avtoservis za vsa vozila in tudi vulkanizerji. Oče Egon, kot razlaga, je najprej delal v podjetju Atmos. Jaz sem bil izučen, pa sem delal v še takratni Jugoslaviji, 18 let v tovarni Atmos Hoče. Tam sem bil vodja avtoparka, tam sem skrbel za avtopark, ki ga je firma imela in ga je morala imeti za svoje potrebe monterskih in pa servisnih služb. To so hodili monterji postavljati po celi Jugoslaviji, žerjave. No, potem se pa je zgodil stečaj podjetja, ne? Potem se je pa zgodil stečaj. In kaj potem? Potem je pa ta trend že zajel tudi druga podjetja. In ko sem šel v službe iskat, praševati, vse posod so že tišali svoje delavce na cesto, ne da bi še koga not vzeli, ne. Ja. In pol ste si vi umislili svojo dejavnost, ali kako? In pol si zamislil, da bi pač probal na svoje, ne. Najprej ste imeli celo popoldansko, ne, obrt, takrat, če je to bilo možno, ne? Najprej sem imel, ker najprej sem jaz imel obrt na terenu. Aha, tako se je rekla, ja. Ja, tako se je reklo, ker se drugače ni dalo odpreti. Ja. Če nisi imel poslovnih prostorov, ki so bili, kaj bi rekel, normirani tako mora biti, nisi mogel dobiti obrtnega dovoljenja. Lahko si pa dobil pod nekimi takimi pogoji, da si odprl. In kdaj ste potem odprli tukaj delavnico? Tu pa sem odprl 94. leta. In od takrat dalje pravzaprav In od takrat dalje ste delali? Sem delal jaz do 2013. Na kar je sin, seveda? Jaz sem takrat začel, 90. leta sem začel to graditi, sem to postavil, pa v teh letih pol opremo, pridobil vsa dovoljenja, že kuj tak na začetku, in potem je to nekako zalaufalo. Med tem časom sem tudi usposobil, da rečem, oziroma se je tu našlo svojo zaposlitev oziroma pot do svoje zaposlitve 11 vajencev. Aha, to se pravi 11 jih je pravzaprav šlo skozi. Je pa zanimivo pri tem avtoservisu, kot ste dejali, v malem kraju so malo drugačni avtoservisi, kot v velikih mestih. V čem je posebnost? Vse je potrebno delati, ali kako se prilagoditi? Glejte, naš trg je premali, da bi lahko delal samo eno znamko. To se pravi, če bi mi delali samo Opla ali pa Favea, mi imamo premalo strank, da pokrijemo svoje zmogljivosti. Mi naredimo več, kot je strank. Zato smo prisiljeni delati vse vrste znamk, da smo polno zaposleni. Je pa kako potem z rezervnimi deli, vse to potem že imate dobavitelje? Z rezervnimi deli ni problem, dobijo se originalni deli, kak stranka želi, dobijo se tudi ponaredki, da tako rečem, neoriginalni deli, ki so malo cenejši, so pa tudi, se dajo dobiti
kakovostni deli, ne, taki, ki so... Je ta zahtevnost pri servisiranju avtomobilov z prihodom elektronike tudi vam, avtoserviserjem, bom rekel, naredila malo več dela, malo bolj zahtevno postalo delo? Bolj zahtevno je postalo, sploh je to za starejše kadre, take moje generacije, je to bilo malo, mi smo se mogoče malo bali tega trenda, ne. Kaj se pa tiče mladih, mladi so pa v tem, bi rekel, izpopolnjeni. Obvladajo jezike, obvladajo računalnike, tada jim to ni nobena problem. No, zanimivo, danes že pravzaprav sin je tudi nosilec dejavnosti, vi še malo tu pa tam pomagate. Jaz tu pa tam malo pomagam, drugače pa je sin nosilec dejavnosti, on dela, na njegovo ime je vse. Ste veseli, da ste imeli naslednika? Čujte, sem vesel. Sem vesel v tej smeri, da ima kruh doma, drugače pa v sistemu našem pa ni vse najlepše za obrtnika, ne. To je res. Dobro, veliko uspešne poslovne poti, bom rekel, vašemu domačemu servisu želim še naprej. Hvala lepa. Članstvo v Mariborski obrtni zbornici prinaša samo pozitivno za podjetja, so prepričani v zbornici in tudi njihovi člani. Prav tako skrbijo, da je na spletnih straneh zbornice mogoče najti vse uporabne informacije za podjetja in tiste, ki bi šele želeli vstopiti na področje podjetništva. Torej, obrtniki se lahko na spletno stran obrnejo kadarkoli in tudi ob včlanitvi na to opozorimo, da aktualizirano spletno stran, ki smo jo lani obnovili, tudi ažurno obiskujejo, zato ker prejmejo informacije iz vseh področij. Namreč že na vstopni strani si lahko pogledajo vsa področja, kot so zakoni, tam vedno naložimo aktualne razpise, sofinanciranja in podobno, kjerkoli tudi je kakšna delegacija, sejmi aktualni in tako naprej. Pri zavihku vabila in dogodki so najbolj pomembna vabila na dogodke, ki jih organizira sama zbornica, ali pa jih smo soorganizatorji. Pri večini predavanj smo pa seveda tudi vključeni v samo vsebino, predvsem pri teh aktualnih zadevah, kot je poslovanje v Avstriji. Naslednja zadeva imamo tudi obrtna dovoljenja, tukaj so glede zaposlovanja, po sekcijah seveda novosti. Potem imamo tudi na razna kooperacijska srečanja, to tudi internacionalizacijo zelo poudarjamo v naši obrtni zbornici. Prejmejo obrtniki vse informacije za vstop na tuja tržišča, za predstavitev na tujih tržiščih, tudi omogočimo mreženje, torej vzpostavitev določenih poslovnih sestankov, ali pa nas lahko, oziroma mi njih spremljamo na mednarodnih sejmih, na kooperacijskih srečanjih, ki se tam dogajajo. To so mednarodna kooperacijska srečanja, ki so vedno zelo obiskana. Mogoče tole, tisti, ki se šele odloča za podjetništvo, ali pa bom rekel podjetniki, ki so šele na začetku, najdejo osnovne informacije o tem, kako sploh odpreti podjetje in tako dalje, tudi preko vaše spletne strani? Tudi pri Kaj nas. vse je potrebno narediti? Naša spletna stran je odprta za širšo javnost, s tem, da večina vsebin je pa zaprtih za člane in ravno tam najdejo glede zakonodaje, sofinanciranj ali mogoče kakšnih finančnih spodbud in za novo ustanovitev podjetja. Aktualna tema pri nas na zbornici je tudi prenos lastništva podjetja, ki je tudi zelo pomembno. To posebej v zadnjem letu, tako. In ravno tukaj je tisto miselnost treba spremeniti, torej ustanoviti novo podjetje ali mogoče razmišljati o tem prevzeti že obstoječe podjetje. In tu na spletni strani imamo velik poudarek, spletna stran je zelo aktualizirana za to temo, v zavihku izvajamo, najdemo projekt,
z vso vsebino samega projekta, z tudi checklisto, kaj je treba že razmišljati, in pa z vsemi storitvami, ki jih nudimo za strokovnim okoljem. Med drugim v zavihku izvajanja najdemo tudi zavarovalno zastopništvo in pa finančno svetovanje, ter v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo iskanje poslovnih prostorov prostih, ki pa jih je možno tudi najem vzeti. To je tudi zelo ažurno, to je direktna povezava na spletno platformo. Med drugim je pa zelo pomembna ta zaprta vsebina za člane, ki pa je tudi po sekcijah ločena, pri sekcijah imamo pa potem... Pravi, če rečeva, splača se biti član zbornice, ne glede na to, da so zdaj to prostovoljne, ne? Kaj pridobijo konkretno člani v teh, bom rekel, za javnost, sicer zaprtih vsebinah? Vedno novo zakonodajo, ki se sprejme, tudi močne kakšne predloge, v katere je zbornica kot reprezentativna zbornica v Sloveniji vključena in se trudi, da se sprejme zakon na koncu takšen, ki bo za obrtnika čim bolj ugoden. V vsakem primeru tudi informacije o seminarjih za tiste, ki želijo dodatna znanja na določenem področju, kot je izvajanje čezmejne storitve, predvsem v Avstriji, in pa tudi ta prenos lastništva podjetja. Zelo poudarjamo, treba je ohraniti obrt in ravno iz tega razloga vedno povabimo v naše prostore zbornice, da pridobijo dodatne informacije, da jih poservisiramo z vsemi informacijami. Hvala lepa. Hvala lepa. Nasvidenje do prihodnjič. Bodite podjetni, kreativni in inovativni.